Torej, na tem območju je bila rezilna žica že odstranjena. Namreč to pred nami, kar vidimo, je panelna ograja, ki ima sicer gor nameščeno tudi to žico, ampak pred to panelno ograjo je bila tudi še rezilna žica, to smo odstranili. Odstranjujejo jo pripadniki Slovenske vojske, približno 150 do 200 metrov na delovni dan. Mi si seveda želimo, da to nesorazmerno rezilno žico seveda se odstrani čim prej s tega območja in Ministrstvo za notranje zadeve na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije pripravlja torej na javno naročilo in izbor izvajalca, ki bo v nadaljevanju umaknil tudi to panelno ograjo, ki jo vidimo tu. Slovenska in hrvaška policija že sedaj zelo učinkovito, zelo dobro in pravzaprav zelo prijateljsko sodelujeta na številnih področjih, od varovanja športnih prireditev do varne turistične destinacije, gospodarskega kriminala, prometne varnosti, organiziranega kriminala, zlorabe otrok na internetu, tako da bomo s tem sodelovanjem in s to medsebojno pomočjo seveda nadaljevali tudi v prihodnje. Ko bo Hrvaška vstopila v schengensko območje, ima Slovenija že pripravljen načrt za reorganizacijo torej policije, teh policistov, ki sedaj delajo na meji, bodo izvajali seveda svoje naloge v notranjosti kot izravnalne ukrepe in pri tem seveda nudili vso potrebno pomoč in sodelovanje tudi hrvaškim kolegom. Hvala lepa. Morda še kakšno vprašanje? Lahko samo, rekli ste 1,7 milijona Slovencev na Hrvaškem, to je število nočitev, število prehodov meje ali kaj je ta številka? Prehodov meje. Prelazaka granice. Tako da to je brojka sa kojom smo itekako, koja zapravo najbolje govori o našim odnosima. Znate, to vam najbolje oslikava tu povezanost Slovenaca i Hrvata bolje od bilo koje druge deklaracije nas političara.